konferenco in dobro srečanje, delavnico ali posvetovanje, kakorkoli želite. Drugič imamo srečo zato, ker so bili govorci danes zelo dobro in premišljeno izbrani in so nam podali to, kar smo želeli in potrebujemo slišati. In tretjič, mislim, da imamo veliko srečo zato, ker smo tukaj zbrani tisti, ki želimo prispevati k temu, da bo nov nacionalni program izobraževanja odraslih ta pravi program za našo prihodnost in za naslednje desetletje in da smo zbrani tisti, ki bomo po svojih močeh v vseh okoljih tudi prispevali k temu, da do tega programa prihodnje leto pridemo. Jaz sem ta današnji dogodek vzela zlasti z vidika, da je to nadaljevanje naših predhodnih pogovorov, ki so potekali že v letošnjem letu. Tako letnega posveta o izobraževanju odraslih, kot tudi dveh srečanj pred tem. In se mi zdi, da je kolega Peter Beltram vsebinsko zelo dobro zaokrožil to, o čemer smo govorili v Portorožu. Zelo dobro je že v Portorožu predstavil vso analitiko, bi rekli diagnostiko, statistiko, se pravi vse tisto, kar pravzaprav iz tega vidika potrebujemo, da lahko pogledamo naprej. Danes pa smo naše ugotovitve iz Portoroža še nekoliko nadgradili in še nekoliko bolj sfokusirali predloge, ki so bili prej oblikovani. Jaz jih ne bom povzemala, ker mislim, da je to popolnoma nesmiselno. Mislim pa, da bi lahko na kratko rekli, da se spet dotikamo ciljnih skupin in prednostnih ciljnih skupin. To je vprašanje, ki ga bo potrebno zelo dobro definirati. Ampak, če povzamem, lahko smo si verjetno enotni v tem, da ciljna skupina niso samo udeleženci, za katere mi pripravljamo izobraževalne programe in se vanje vključujejo, torej in tudi v dejavnosti, pač pa smo ciljna skupina vsi. Ciljna skupina smo zaposleni v izobraževalnih organizacijah, ciljna skupina so strokovni delavci in drugi organizatorji in izobraževalci, ker brez teh naš celoten sistem tako ali drugače pade. Tukaj so predstavniki nevladnih organizacij in vsi drugi motivatorji, animatorji, promotorji in tako naprej, tudi vsi tisti, ki se ukvarjajo z informiranjem, svetovanjem in podobno. Tako da je potrebno v nacionalnem programu zelo pazljivo nagovoriti iz različnih vidikov, torej vse odrasle, stare 15 let in več v Sloveniji. Potem rada bi poudarila tudi to, da prednostna področja niso izkristalizirana. Velikokrat se je v razpravah pojavilo to, da je potrebno stebre nacionalnega programa nekoliko postaviti drugače. Zdaj, kako je to seveda neko razvojno vprašanje, s katerim se bo, mislim, da poigralo v prihodnjih mesecih tudi Antropološki center Slovenije. Zopet je veliko poudarka na splošnih kompetencah in novih kompetencah prihodnosti. Jaz želim tu poudariti zlasti to, da odrasli potrebujejo tudi razvoj poklicnih kompetenc, ker in potrebno je iskati pravo ravnovesje in uravnoteženost med razvojem odraslega na poklicnem področju in razvojem vseh tistih drugih vidikov človekove osebnosti, ki tvorijo kompetentnost kot celoto. Tako da mislim, da bo verjetno potrebno v začetku prihodnjega leta imeti eno razpravo tudi bolj podrobno o tej tematiki. Seveda izobrazba pa
pa je tako osnova in predpogoj za to, da človek razvija svoje kompetence in seveda naš cilj je bil že pri prvi resoluciji, da vsi odrasli v Sloveniji dosežejo, tisti seveda, ki to zmorejo, 4-letno srednješolsko, najmanj 4-letno srednješolsko izobrazbo. Danes ste ponovno poudarili pomen sodelovanja, povezovanja, koordinacije, pri čemer je bilo zanimivo izpostavljena kultura in Ministrstvo za kulturo. Zopet motiviranost, spodbujanje odraslih, se pravi, treba bo verjetno na vseh ravneh tudi okrepiti ukrepe na tem področju, še zlasti, ko govorimo o tistih osebah, ki se manj vključujejo, o tistih odraslih, ki so bližje kompetentni za to, da živijo svoje vsakdanje življenje oziroma da najdejo sebi primeren poklic. Zdaj, zaokrožila bi s tem, da seveda se iz napak učimo in tudi izvajanje tega nacionalnega programa, ki se zdaj teče, je vendarle pokazalo še nekatere vrzeli, ki jih bo treba tudi dati v lupo. Mi nismo uspeli realizirati seveda krovnega kazalnika, to že ves čas govorimo o vključenosti v vseživljenjsko učenje, ampak so tudi nekateri drugi elementi v tem nacionalnem programu, trenutnem, ki jih nismo uspeli uresničiti, vsaj ne do te mere, kot so pričakovali in se zastavili. Peter ves čas poudarja vrednotenje, priznavanje neformalno pridobljenih znanj in veščin oziroma znanja pridobljenega v neformalni poti. Seveda nismo uspeli tudi prenoviti program osnovne šole za odrasle, čeprav vemo, da je skupina oseb v Sloveniji, ki nima dokončane osnovnošolske izobrazbe, čedalje manjša in da seveda vemo, da so razlike med mlajšimi odraslimi in starejšimi odraslimi, pa vendarle. In seveda nismo uspeli angažirati v dovoljšnji meri naše želje, uresničiti naše želje povezovanja ukrepov posameznih ministrstv. Tako da bi jaz s tem rezimejem seveda ne nadaljevala, bi pa povedala, kaj načrtujemo na Ministrstvu za prihodnje leto. Skupaj z Andragoškim centrom Slovenije bomo nadaljevali z fokusnimi razpravami in z konferencami v smeri priprave nacionalnega programa. Zdaj, katere bodo natančno vsebinske ideje, katere kasneje v tem trenutku še nimam odgovora, vendar takoj v prihodnjem letu se začnejo priprave na nove skupine, na nove kroge diskusij. Tako da bi rekli, da letos smo nekako prvi krog z to konferenco, s tem srečanjem zaključili, potem pa, ko bo oblikovana tudi nacionalna delovna skupina, s katero imamo tudi kar nekaj težav, ker je tako široko sestavljena, da se predlagane vse da ves čas menjajo in ne moramo nekako zaključiti te delovne skupine, da bi bila ta prava. Potem bo tudi ta delovna skupina vladna že tudi dobila prve osnutke na mizo in o teh osnutkih predlogih nacionalnega programa tudi razpravljala. Zaključujem z eno veliko zahvalo vsem za vse vaše prispevke in za vse, kar ste že sedaj doprinesli k našemu novemu nacionalnemu dokumentu, k dokumentu, ki pravzaprav odraža pot naše države in naših državljanov na tem področju v našem prihodnjem obdobju. Jaz se veselim tudi vseh razprav naprej in še enkrat hvala ne vsem udeležencem, ampak tudi Andragoškemu centru. Hvala lepa.